Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, ugotavljam, da se vas je v zadostnem številu že uspelo pridružiti današnji seji. Predvidevam, da bo v naslednjih minutah to uspelo še vsem ostalim, ki se niso opravičili za današnjo sejo. Torej, pričenjamo 24. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta na podlagi števila trenutno pridruženih sej, ki znaša 30 prisotnih, ugotavljam, da smo sklepčni, zato mi dovolite, da pričnemo z izredno sejo. Sklical sem jo na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 32., 33a, 75a člena Poslovnika Državnega sveta ter skladno z dogovorom na 50. seji kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi 30.11.2020. Ugotavljam, da se je za današnjo sejo opravičil podpredsednik Državnega sveta, gospod Matjaž Švagan. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Igorja Zorčiča, in predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Na sejo smo vabili gospoda Jerneja Vrtovca, ministra za infrastrukturo, prvi in edini točki dnevnega reda. Ugotavljam, da se minister ni mogel odzvati našemu vabilu, sta pa tukaj prisotna gospod Blaž Košorok, državni sekretar z Ministrstva za infrastrukturo, in gospod Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo. Dobrodošla. Državni zbor je, se opravičujem, sklicami izredne seje ste po elektronski pošti 7.6. prejeli dnevni red, ki se glasi: Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, EPA 1547, Rimska 8. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 24. izredne seje Državnega sveta naslednji. Prva in edina točka, predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, EPA 1547, Rimska 8. Skladno z ugotovljenim prehajamo na prvo točko dnevnega reda, predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Državni zbor je zakon sprejel na 75. izredni seji 1.6.2021. Po elektronski pošti ste zakon prijeli naslednji dan. Priložen je bil tudi sklic v današnje izredne seje. Sklicem izredne seje ste 7.6., se pravi včeraj, po elektronski pošti prijeli predlog odložilnega veta interesne skupine delojemalcev. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga interesne skupine delojemalcev za sprejem odložilnega veta, ste prav tako prijeli po elektronski pošti 7.6. s sklicem današnje izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Poročilo komisije ste prijeli po elektronski pošti danes 8.6.2021. Prav tako ga je predlog odložilnega veta obravnavala interesna skupina lokalnih interesov. Stališče interesne skupine lokalnih interesov ste prav tako prijeli po elektronski pošti danes 8.6.2021. Prosim vas, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnica predlagateljice predloga odložilnega veta podati obrazložitev njegove vsebine. Besedo ima državna svetnica Lidija Jerkič, vodja interesne skupine delojemalcev. Izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Pa najprej opravičilo. Hotela sem se sicer osebno udeležiti seje, pa mi zaradi časovne stiske ni uspelo, ampak verjamem, da bomo uspešno lahko opravili tudi na takšen način.
Obrazložitev veta ste prejeli skupaj z gradivom. Jaz bom skušala nekoliko bolj poljudno, če temu tako rečem, obrazložiti vsebino tega veta in razloge, ki so nas vodili k njegovi vložitvi. Predvsem naj povem, da predlagateljica, torej interesna skupina delojemalcev, vlaga veto zato, ker je zakon v celoti prezrl delovnopravni vidik področja, ki ga ureja. To se je zgodilo tudi zato, ker socialni partnerji nismo bili primerno vključeni v pripravo zakona, naši argumenti pa neslišani. Zakon uvaja najem vozila z voznikom na novo, poleg že uveljavljenih taksi prevozov. Uvaja pravne podlage za prihod platform, za katere ponovno opozarjamo, da niso delodajalci in da ne zaposlujejo voznikov. Posledično vozniki nimajo delovnopravnega varstva. Pavšalne trditve, da imajo sklenjeno delovno razmerje, seveda ne držijo. Lahko delajo kot espeji, lahko delajo po civilnih oblikah pogodb, nimajo pa delovnega razmerja. Z uveljavitvijo zakona na široko odpiramo vrata novi prekarizaciji, namesto da bi uredili že tako neurejeno področje taksi prevozov. Novim oblikam dela, ki se pojavljajo, je težko nasprotovati, saj predstavljajo realnost tako doma kot po svetu, vendar pa jih je treba urejati z zakonodajo. Nedorečeno spreminjanje in uveljavljanje novih oblik dela ruši temelje delovnega prava, s čimer pa se v sindikatih seveda ne moremo strinjati. V načinih dela za izvajalce teh storitev, torej voznike, ni več nobenih standardov, ni odmorov, ni počitkov, ni delovnega časa, kar vse gre v škodo tako posameznika, ki bo to dejavnost upravljal, ker ga tiščimo v najglobljo prekarizacijo, vse skupaj pa gre seveda tudi na račun varnosti potrošnikov. Hkrati tak način dela poseže v konkurenčnost sedanjih prevoznikov in praksa kaže, da jih najprej uničijo z nizko ceno, nato pa cene drastično narastajo. Zakon promovirajo prav z zagotavljanjem nižje cene za potrošnika, kar pa gre po naši presoji zgolj na račun varnosti in zdravja tako voznikov kot potrošnikov. Zakon poleg tega spodbuja vožnje z avtomobili, kjer se praviloma vozi enega potnika, kar je v nasprotju s spodbujanjem javnega prevoza in varstvom okolja. Pod vprašanjem je med ostalim tudi varstvo osebnih podatkov, kar smo lahko spremljali v zadnjem času. Napredek tehnologije bi moral iti z roko v roki z izboljšanjem človekovega življenja in njegovega standarda, z zagotavljanjem dostojnega dela in podobno, ne pa mimo tega. Slovenija seveda ni prva in ne zadnja, ki uvaja te vrste storitev, zato morda ni odveč nekoliko prakse iz držav, kjer so se s tem srečevali že prej. Gre za škodljive posledice in slabe izkušnje z dopuščanjem izvajanja storitev, ki jih izvajajo platforme. Vem, da ni želeno, da se uporablja ime Uber, ampak vendarle je Uber eden od tipičnih predstavnikov. In če pogledamo, kakšne težave so v preteklosti imeli v državah, kjer so se z njim že srečali, so bile to težave zaradi neupoštevanja delovnopravne zakonodaje, ker voznicam in voznikom ne priznava statusa zaposlenih, ne glede na obseg dela, ki ga opravijo, neupoštevanje zakonodaje, ki določa varnostne standarde v prometu ali na delovnem mestu, ranljivost baz podatkov voznikov in strank. V posameznih državah, recimo v Bolgariji, se je Uber umaknil potem, ko je bil obtožen nepoštenih trgovinskih praks. Na Danskem, ko so postali taksimetri obvezni, se je Uber umaknil iz trga.
Na Madžarskem niso želeli spreminjati svoje zakonodaje, zato tam ne deluje. V Združenem kraljestvu pa smo se srečali tudi z sodbo sodišča, s katero je sodišče opredelilo voznike kot zaposlenim in jim priznalo pravico do socialnih pravic in minimalne plače. Prav to je tisto, kar mi zakonu v tem trenutku tudi najbolj oporekamo. Torej, vozniki ne bodo imeli priznanih socialnih pravic in ne pravice do minimalne plače. Skratka, glede na navedeno, še kaj več teh praks in podatkov boste našli v pisni obrazložitvi veta, nas je vodilo k temu, da predlagamo Državnemu svetu, da veto podpre in da Državnemu zboru damo novo možnost, da še enkrat premisli vsebino spornega zakona in ga zavrne. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavnici predlagateljice predloga odložilnega veta, državni svetnici Lidiji Jerkič. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik Ministrstva za infrastrukturo. Da, besedo ima državni sekretar, gospod Blaž Košorok, Ministrstvo za infrastrukturo. Jaz sem prosil samo, če uporabite govorniški oder zaradi snemanja. Nenavadno je, da tisti, ki spremljajo sejo nadaljavo, vas ne vidijo, slišijo pa vaš glas. Tako, izvolite. Na voljo imate proceduralnih 15 minut, tako kot predlagatelji, potem na koncu boste imeli pa zopet besedo za odgovore. Spoštovani predsednik, svetnice in svetniki, hvala lepa za povabilo, hvala lepa za to, da lahko predstavimo zakon. Torej, veseli me, da ne govorimo več o tem zakonu kot o Uber zakonu, kar smo v Državnem zboru slišali vse prevečkrat. Predlagana sprememba zakona o prevozih v cestnem prometu je ključna ne samo za taksi prevoz oziroma za najem vozila z voznikom, ampak je namenjena predvsem, kot rečemo, uvajanju tako imenovanih novih oblik mobilnosti za uporabo digitalnih tehnologij. Ključno je tudi, da se to, kar je bilo, niti ni bilo še velikokrat omenjeno, da se poenostavi sistem subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, tretje, da se poenostavi pridobivanje kartice oziroma vozovnice za kategorizirane športnike. Poleg tega pa tudi to, kar je najbolj ključno, je pa namenjena tudi za učinkovitejšemu upravljanju javnega potniškega prometa. To so vse spremembe, ki jih prinaša zakon o prevozih v cestnem prometu. Seveda, dejstvo je, da razvoj novih tehnologij v zadnjem desetletju botruje tudi na področju digitalnih transformacij avtotaksi prevozov, neke novitete prinaša. Večina držav članic omogoča potnikov, da se sami odločajo med prevozi, ki se bodo ali izvajali na način kot sedaj, kot ga poznamo, se pravi s taksimetrom, oziroma tudi izvaja z elektronsko aplikacijo. Mi menimo, da to vrstni prevozi tudi z elektronsko aplikacijo postajajo med potniki izjemno priljubljeni, zagotavlja neke vrste cenovno preglednost oziroma najvišjo možno ceno, ki bo določena pač vnaprej. Se pravi, vsak potnik bo vedel, kdaj bo potoval, kako bo potoval in koliko bo za to nenazadnje plačal. Se pravi, imel bo vpogled vse podatke o potovanju. Torej, gre za, kot sem omenil uvodoma, neko obliko prevoza, ki je bila tudi omenjena, poleg taksija oziroma obstoječega je tako imenovan najem vozila z voznikom, ki hkrati po našem mnenju zmanjšuje administrativne ovire za izvajanje taksi dejavnosti. Taksi prevoz se bo s predlagano spremembo zakona lahko izvajal na enak način kot doslej. Poleg tega pa lahko avtotaksi prevoznik namesto taksimetra uporablja tako imenovano elektronsko aplikacijo, ki bo seveda uporabljena tudi za najem vozila z voznikom. Izvajalec najema vozila z voznikom pa bo moral enako kot izvajalec taksi prevoza imeti veljavno licenco in dovoljenje občine, v kateri bo pač upravljal svojo dejavnost. Torej, to sta dva pogoja, ki bosta morala biti izpolnjena, da bo lahko se ta sistem izvajal naprej. Ko govorimo o sistemu subvencioniranih vozovnic za dijake in študente,
smo nekako od leta 2012, ko je bil uveljavljen ta sistem in je po našem mnenju tudi izkušnje kažejo, bistveno prispeval k povečanju uporabe, to, kar je ključno pri trajnostni mobilnosti, uporabe javnega potniškega prevoza potnikov med mladimi, nekako bil to največji prispevek. Sistem subvencioniranja prevoznikov je zaenkrat zelo zapleten, tudi glede oblikovanja cene in vrste vozovnic. Predlagana sprememba prinaša, torej našemu ministru, oziroma pristojnemu ministru za infrastrukturo, da določi na eni strani vrste, na drugi strani pa tudi obdobje veljavnosti subvencioniranih vozovnic, pogoje za nakup, pri čemer cena subvencionirane vozovnice bo enotna in odvisna le od vrste vozovnice. Torej, predvideno je, da gremo po poti neke poenostavitve oblikovanja cen in da se dijakom, študentom in pač tem ostalim udeležencem izobraževanja ponudi neki lajši pristop pri izvajanju subvencioniranih vozovnic. Spremembe pa ne bi bile uveljavljene v novem šolskem letu. Tudi lažje je pridobivanje, pa poenostavljeno bo pridobivanje kartic oziroma vozovnic za kategorizirane športnike in to, kar sem omenil prej kot 4. točka, ključno, da zakon, ki je do zdaj poznal tako imenovana koncesijska območja za izvajanje gospodarske javne službe, javnih linijskih prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu. Na teh območjih je prihajalo do tako imenovanega prepletanja linij in je bilo izredno težko oblikovati koncesijska območja, kot da zdaj ta sprememba prinaša tako imenovane snope linij, ki bojo pa omogočali bolj fleksibilno prilagajanje linij glede na spremembe v migracijskih tokovih, se pravi potniki, ki potujemo, bo nam olajšalo oziroma omogočilo učinkovitejše upravljanje javnega linijskega prevoza potnikov oziroma prilagajanje ponudbe po vpraševanju. Zdaj, če se omejim še na to, kar je bilo rečeno, glede na očitke prekarnega dela, ne morem se strinjati s tem, da nismo imeli socialnega dialoga. Naš minister pa tudi jaz sva se udeležila ekonomsko-socialnega sveta, imeli smo sestanek s predstavniki sindikatov taksistov in tekom razprave je bil pač omenjen ta argument, da nove oblike prevoza ali pa možnost plačevanja z digitalno aplikacijo na nek način inherentno vodi v prekarizacijo na trgu dela. To mislim, da prekarizacija trga dela ni posledica digitalnih naprav, niti ne more biti. Dejstvo je, da nam te digitalne naprave v vsakodnevnem življenju olajšujejo poslovanje in naša vsakodnevna opravila in pa vse to je posledica pač nekih globih, če rečem temu, družbenih sprememb in zahtev po večji tudi fleksibilnosti na trgu dela in pač to, mislim, da ta problem ne more biti rešljiv samo v določbah o prometni zakonodaji, ampak seveda širše. Zdaj, jaz mislim, da predlog zakona ne poslabšuje delovnih pogojev voznikov v taksih prevozih, saj vanje sploh ne posega. Delovnopravna zakonodaja bo veljala za vse voznike enako. Prekarizacije taksih voznikov so že desetletja realnost, saj so že danes veliko voznikov, ki so tako imenovani samostojni podjetniki, SP-ji oziroma, če želite, prekarcev. Za uvedbo novih digitalnih platform bodo zgolj pridobili na možnosti dodatnega zaslužka. Vsakdo bo lahko svobodno izbiral med uporabo ali taksimetra ali pa digitalne aplikacije, ki pač bodo morali seveda izpolnjevati, kot sem omenil uvodoma, stroge pogoje. Večja izbira pa bo na nek način koristila seveda nam uporabnikom, kot tudi ponudnikom storitev. Menimo, da pač zakon prinaša neke vrste transparentnost v sam sistem, ki je prepotrebna in bo koristila tako domačim kot tudi tujim uporabnikom. Tako da morda uvodoma, predsednik, hvala lepa za priložnost pa za besedo. Zahvaljujem se državnemu sekretarju, gospodu Blažu Košoroku. Na vrsti je mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Ali želi predstavnik komisije oziroma predsednik Dušan Strnad predstaviti mnenje komisije? Da, imate besedo, izvolite. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav. Tudi v mojem imenu, v imenu komisije. Komisija je predlog veta obravnavala včeraj kot dodatno točko na sicer že redno sklicani seji. Od prejema predloga veta pa do seje
je zmenilo zelo malo časa, zato morda informacija v celoti ni prispela oziroma jo svetniki niso uspeli v celoti osvojiti, zato nam je bilo zelo dobrodošla, sta nam bila zelo dobrodošla oba gosta, ki sta nam predstavila vsebino, tako državna svetnica Lidija Jerkič kot tudi gospod Trajano iz ministrstva. No, po njuni predstavitvi smo odločili večinsko, mislim, da je bil rezultat 6:3, da predloga veta komisija ne podpira. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Proceduralno želim obvestiti državne svetnice in svetnike, da sem glede na obljubo, ki sem vam jo dal, da bom izredne seje z glasovanji o vetu skliceval 48 ur po prejemu predloga za sklic izredne seje za glasovanje o odložilnem vetu, da sem to obljubo poizkušal držati. Na kolegiju državnega sveta sem upozoril, da ukolikor bo predlog za glasovanje o odložilnem vetu sprejet pravočasno, bom sklical izredno sejo v 48 urah po tem predlogu. Vendar mi je bilo rečeno, da komisija oziroma interesna skupina ali kdorkoli že ne namerava odstopiti od tega, da o predlogu odložilnega veta odloča na svoji včerajšnji seji, in če bi spoštoval obljubo, ki sem vam jo dal, in sklical sejo 48 ur po prejetju predloga za odločanje o odložilnem vetu, bi vmes potekel rok, v katerem se državni svet mora opredeliti do zakona in potem ne bi imeli možnosti več glasovati o vetu. Tako da v preteklosti mi je bilo enkrat očitano, ker sem še za en tak predlog prekršil obljubo in sklical sejo pred 48-urnim rokom, sem to sedaj storil zaradi poslovniških in zakonskih obveznosti. Toliko, jaz se vam opravičujem, da ste imeli prekratek čas za seznanjanje z materijo predloga odložilnega veta, ni moja krivda, ravnal sem skladno z poslovnikom in zakonom. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Nihče izmed predstavnikov interesnih skupin se ne prijavlja k besedi, zato odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Da, imamo 3 prijavljene. Prvi je državni svetnik Marjan Mavčec, nadaljavo. Drugi državni svetnik Igor Antauer v dvorani. Tretji državni svetnik dr. Matjaž Gams v dvorani. In četrti Branimir Štrukelj nadaljavo. Marjan Mavčec, izvolite, imate besedo. Napaka je bila, prosim, se odvrljujem. Torej odstopate od besede, hvala lepa. Naslednji se k besedi prijavil državni svetnik Igor Antauer v dvorani, izvolite, imate besedo. 10 minut. Predsednik, hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Uvodoma imamo zopet isto težavo, kot jo imamo večkrat. In ta težava se imenuje, da obravnavamo nekaj spornih členov, ki so manjšina od predlaganih, ker ureja ta spremembe in dopolnitve tudi nekaj drugega in se zna zgoditi, da bomo vložili veto na celotne spremembe in dopolnitve, kar pomeni zopet prihajamo do problema 4. branja in tega, da postavljamo pod vprašaj zaradi nekaj spornih členov celoten zakon. Druga moja trditev je, da je digitalizacija naša prihodnost, hoteli ali ne.
Vendar je potrebno pri teh platformah le nekaj urediti, sicer določen korak pri multinacionalkah se je zgodil zdajle z dogovorom o obdavčitvi, vendar imamo pri digitalnih platformah, ki se uveljavljajo zdajle za prodajanje blaga in storitev, problem eksteritorialnosti teh podjetij. In se večina prihodka in davčne obremenitve ne obravnava pri nas, razen tisti del, ki se neposredno tiče storitev, ki je tukaj, pa še tam nimamo zadeve po mnenju Zakonodajno-pravne komisije Državnega zbora čisto eksplicitno urejene. Nevarnost, na katero opozarja predlagatelj oziroma predlagatelji oziroma komisija, je nevarnost nelojalne konkurence. Nelojalna konkurenca seveda z vidika enakih zakonskih zahtev za upravljanje podobne ali enake storitve. Se pravi individualnega ali skoraj individualnega prevoza potnikov v cestnem prometu napram tistim, ki danes že to upravljajo, govorimo o taksi službah, GoOptih in podobno, zaščita potrošnika, njegove varnosti in seveda tudi ustreznosti storitve. Zdaj, z neoliberalnega stališča bi bilo odlično, potnik se sam pogaja za ceno s taksistom. Jaz mislim, da tle noter ni nikogar v dvorani, ki bi ne doživel tega, da je prišel zmeden v nek kraj ali pa kamor bolj redko zahaja ali ne zahaja in potem niti ne ve, ali se mora pogajati za ceno ali ne, govorim o tujcih predvsem, ki bodo padli seveda na tisto finto, ki smo obravnavali tudi že pri taksi storitvah v preteklosti. Se pravi, tudi ta del je treba urediti. In seveda izenačiti zakonske zahteve, ki so povezane z administrativnimi postopki in stroški s tistimi ostalimi, ki opravljajo te prevoze. Jaz vam zdaj povem, jaz nisem še odločen, kako bom glasoval, pa vendar so to stvari, ki se mi postavljajo pod vprašaj. Ne moreš nekomu zahtevati nekaj, nekdo opravlja pa isto storitev, potem pa to storitev opravlja pod ugodnejšimi ali preprostejšimi razlogi. Morate vedeti, tudi fiskalni problem mora tukaj biti. Jaz verjamem, da je predlagatelj interesna skupina delojemalcev imela predvsem pred očmi status zaposlenosti ljudi, ki to opravljajo, pa vendar hoteli ali ne, ljudje zaposleni se pač sami odločijo, se jih ne bo nobeden silu, a ne grejo delati prevoze ali ne, se bodo k temu samostojno odločili in seveda uporabili tisto formo, ki jo potrebujejo. Vendar je tle velik problem. Pravni problem posledice, če se bo kaj zgodilo med tem prevozom. Jaz ne vem, mogoče nimam prav ali pa sem kaj spregledal, ali je ta storitev zavarovana v primeru, če je. Mi samo odgovorite na to vprašanje, pa mi bo lažje odločiti. Zdaj, seveda, ko bomo odločali, je treba vse to prevagati. Ampak še enkrat, imamo pred sabo digitalizacijo, ki je tukaj, imamo pred sabo možnosti, da nekdo še nekaj zasluži in zdaj, če je ta, ki to opravlja, zakonsko pokrit za to, da ima določeno socialno varnost, kar je pokojninsko in invalidsko zavarovanje, opozarjam vas, da izčrpujemo obe blagajni zato, ker je premalo prispevkov, potem je to treba imeti v vidiku. Tako da jaz mislim, da bo zelo pomembno, kako bosta predlagatelj in ustrezno ministrstvo odgovorila na ta vprašanja. Verjetno bi bilo fajn s konkretnimi primeri, da bomo lažje razpravljali o tem. Hkrati pa moram sicer obžalovati na koncu, da mi je res žal, da predstavnice predlagatelja ni v dvorani.
šest svetnikov, se nam je zdelo primerno priti v dvorano, pa nismo predlagatelji veta, hkrati pa pogrešam tudi ministra, če meni, da je to tako pomembno vprašanje in bi bilo fajn, če bi ministri začeli malo več hoditi v ta državni svet, vsaj spoštovanja, če že nimajo dobrega mnenja o njem. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Igorju Antavrju. Naslednji ima besedo državni svetnik dr. Matjaž Gams. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani prisotni, vsem najlepši pozdrav. A ne bi bilo fino, da bi za vsak tak predlog imeli neko objektivno, kvalitetno strokovno analizo, koliko je to dobro in koliko je to slabo za Slovenijo. A ne bi bilo fino, da bi ta strokovna analiza bila narejena ne ideološko politično, ampak čisto strokovno od vrhunskih strokovnjakov. No, in imate to enkratno srečo, da je to moje področje in da sem vrhunski strokovnjak za to področje in da nisem neopredeljen ideološko in pa politično. Ampak zame je ključno vprašanje, je to dobro za Slovenijo ali je to slabo za Slovenijo. Med drugim že 24 let organiziram zapored konferenco Informacijska družba, 10 let učim in dajem točno take primere, seveda večina pozitivnih, sem pa tja tudi kakšna negativna, kaj je dobro teh informacijskih storitev in kaj ni. Moj glavni problem je, kako vas v nekaj minutah prepričati, vam pojasniti in je to najbrž misija nemogoče, tisti, ki ste naprej odločeni, boste pač glasovali kot boste, ampak upam pa, da nekaj teh argumentov, da boste vseeno poslušali in morda tudi sprejeli. Bom poskusil z analogijami. Poglejte, protikadilski zakon. Je dober ali slab? Ja, če poštejete, koliko prinese plusov pa minusov, je zgodba enostavna. Se pravi, to ni tako mogoče slab, mogoče dober. Pod črto je to grozljivo. Če ne bi bilo protikadilskega zakona, bi bilo to strašno slabo za Slovenijo, tako da smo vsi nejasni. Če pogledamo zakon o vodah, sta bila tu dve nasprotni komponenti. Če postavite hotel na obali jezera, bo zaradi tega več denarja za občino, pa več bo zaposlitev za, recimo, za tisto okoliško prebivalstvo, bo pa slabo za okolje pa vode. Ne treba to pretehtati, na koncu je bila razlika v 10 besedah. Ampak pri tem zakonu, oprostite, je pa konceptualno zgrešeno. To je ena izmed tistih storitev, ki jih sam učim desetletja in govorim, to je pa primer tistega kiksa. Je bolj podobno temule primeru. Mi hlodovino izvažamo v Avstrijo, nazaj pa uvažamo v pohištvo. Vsa dodana vrednost, ves dobiček v glavnem ostane tam, ga nimamo v Sloveniji, zaradi tega ima Avstrija nekajkrat višjo dodano vrednost. Poglejte škodo. Zakaj imajo Čehi škodo, mi pa imamo neko šafen-cigar industrijo, kjer imamo spet nizko kvalificirano delovno silo, brez neke dodane vrednosti dobička. Skratka, po teh ključnih komponentah je Slovenija na leto po analizi okrog 20% slabša. Tako kot pri hlodovini, mi enostavno bomo zgubljali na tak način, kot je to predstavljeno, okrog 20%. Zakaj pa potem predlagatelji to predlagajo? Jaz sem prepričan, da oni mislijo, da je to dobra stvar, da je treba Slovenijo digitalizirati. Se strinjam, ja, 25% digitalizacije je super, odlične, pozitivne, 5% negativne in ravno to ste šli porufati. Glejte, primer mobitel, računalnik sta med najpomembnejšimi napravami, kar jih je človeštvo naredilo. Mobitel je super stvar. Zdaj ga pa dajte otroku 2 let staremu, pa rečete, igraj se s tem, kar se hočeš. Naredili mu boste veliko škodo. Se pravi, stvar, ki je super, te informacijske, digitalne tehnologije so super, ampak če si pa zelo neroden, pa misliš, da je vse v redu, pa potem predlagaš taki, kot je tale. Pričemer ne gre za to, pri meni, pri moji analizi, ne gre za to, čigav že bo to šlo, ali bogatih Slovencev, ali revnih Slovencev, ali bojo občine slabše. Jaz sem dobil kar nekaj mailov na to temo, recimo en je bil na temo občin, da občine potem ne bodo mogli kontrolirati taksi, ampak to se mi ne zdijo ključni argumenti. Ključna primerjava je s hlodovino in pa s pohištvom v Avstriji. In kaj pa zdaj, kako so zdaj te razmere? Taksisti, kot so zdaj, vemo, da ni preveč dobro urejeno. Se pravi, fino bi bilo uvesti neke nove informacijske storitve, ampak ne pa ravno na napačen način. Se pravi, Iber, vemo, ker so delali analizo tudi druge države, so ugotovili, da je to slabše. Empirično, z analizami in tako naprej. Kaj pa je boljše kot sedanji taksi?
Ja, če bi bil ta zakon tako napisan, ali pa če bi enostavno naredili razpis. Razpisov je ogromno, Ministrstvo za gospodarstvo, za visoko šolstvo, znanost, imajo stalno polno razpisov. Zakaj ni ena izmed tem, oziroma zakaj niso te teme iz našega realnega življenja? Zakaj ni en razpis, kako modernizirati to prevozno službo oziroma taksije? To bi bila ta prava stvar. Ne? Ampak žal je pač ste šli v to smer, ki je pa temelji na nekaj let, 10 let starih razmišljanjih. Zakaj pa mi ne naredimo istega pri hlodovini? Zakaj mi ne postavimo na dobre tovarne za pohištvo? Zato, ker je to zelo težko. Ampak pri softverju smo pa mi izredno dobri in je zelo lahko to narediti. Izredno dobri smo Slovenci, pametni, sposobni, pridni, ampak žal odvisno od kategorije. Ne? Ponekod se splača, da sami naredimo, ponekod je zelo težko, da bi uspeli. Ne? In tu bi sigurno uspeli, sem prepričan, mi se ukvarjamo s tem in bi povečali dobiček, povečali bi dodano vrednost in imeli bi lasten razvoj. Če mi samo nakupujemo odven, smo neke vrste ekonomska kolonija. In zato je ta predlog zgrešen. Ne? To so tiste ključne komponente, ki mislim, da bi morali popolnoma jasno povedati, da za tako varianto predloga, ki temelji na nekaj 10 let starih razmišljanjih, ne, tudi sam sem pred desetletji verjel tako, kot piše v tem zakonu. Ampak zdaj so šle stvari naprej, imamo nove informacije, nove analize. Mi lahko ponudimo tak X. Vprašate se, dostikrat se srečate z ljudmi na ulici, pa rečejo, kako so pa mogli politiki tak X narediti. Ja, ravno kar imamo priložnost tak X ponoviti. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku, dr. Matjažu Gansu. Besedo ima državni svetnik Branimir Štrukelj nadaljavo. Državnega svetnika Branimirja Štruklja smo izgubili, prosim. A se slišimo? Sedaj pa ja, slišimo in vidimo. Izvolite. Ja, najlepša hvala, se opravičujem za to. Hvala lepa za besedo. Torej, državni sekretar je v svoji argumentaciji nekajkrat izpostavil digitalizacijo, tudi sicer se slišalo, češ kot to je dobra stvar, ne, zato gremo tudi pri tem predlogu v korak s časom, ne? Ampak to vprašanje digitalizacije seveda napačno zastavljeno. Jasno, da digitalizacija je tukaj in je pač sodobno orodje in tu nastane problem, ker se v tem primeru tega zakona to orodje uporablja za nekaj, kar poslabšuje kakovost življenja ljudi. Prekarizacija je sama po sebi pomeni zmanjšanje kakovosti ljudi. Tukaj si človek ne more izbirati, da se sam odloči za to, ali bo šel to ali ne, ker je pač prisiljen, sicer ne more jesti. Zato je to lep primer tega, kar je tudi svetnik Gams nakazoval, kako se pač sodobno orodje uporablja za to, da se ljudje poslabšuje življenje. Tukaj je naša prvo podpisana vodja interesne skupine pravzaprav izpostavlja ta ključni problem, ki ga je na zanimiv način poskušal zamegliti državni sekretar. Namreč za nekim tipičnim potezo, da se prekarizacijo poskuša upravičiti s tem, da jo že imamo tudi prej. Češ taksisti so že zdaj prekarni, že zdaj imajo neustrezne razmere, kar se mi zdi v resnici nekoliko perverzno, da se utemeljuje nekaj, kar je samo po sebi slabo, z nečem, kar že je slabo in se s tem upravičuje. Ta argumentativni niz je neetičen. In zato se mi zdi neustrezno, da vlada na tak način upravičuje in argumentira svoje ravnanje.
Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je pravzaprav pri gospodu državnem sekretarju kaj pravzaprav vzpostavi kot argument za ta zakon. Odpravljanje administrativnih razlik, poenostavljanje, skratka, nek zelo klasičen neoliberalen pogled, ki sprosti dobičke, ki sprosti ceno, pri tem pa zanemari kakovost življenja oziroma položaj zaposlenih, v tem primeru sicer tudi uporabnikov, kjer je, mislim, da je kolega Tavor, mi je bilo všeč njegova razprava, razen v tisti točki, da se pač človek sam odloča o delu, se zelo težko sam odločati, če moraš jesti. Tako da včasih je to prisilna izbira, ki nima pravzaprav alternative. Sicer je pa kolega Antaur, mislim, da kar nekaj zelo tehtnih opozoril dal, tudi kar se tiče konkurenčnosti, uničevanja, dvigovanja cene in tako naprej se strinjam. In kot zadnje, meni se zdi tudi ta utemeljitev, češ da je v ekonomsko-socialnem svetu prišlo do postopka usklajevanja milo rečeno pretirana, da ne uporabim kakšne močnejše besede, šlo je zgolj za informacijo o zakonu, pravila ekonomsko-socialnega sveta, ki jih vlada sistematično krši v zadnjem obdobju, seveda natančno povedo, da v tem primeru bi morali ustanoviti pač neko pogajalsko skupino, izpeljati postopek usklajevanja, kajti šele to je socialno partnerstvo, če imajo tako delavci kot delodajalci možnost vplivati na ekonomske in socialne rešitve, sicer vi socialnega partnerstva nimate, seznaniti jih ne pomeni nič. Tako da je tudi tam je bila neka resno pretiravanje, kar se tega tiče. Danes sem nagnjen k zelo milim izrazom in se jih bom tudi do konca držal. In ne morem si kaj, da se obregnem ob utemeljevanje pri državnem sekretarju, češ da bomo, sem si zapisal, neučinkovito uporabljali javni potniški promet. Prav ta rešitev z enim potnikom, tudi tu je kolegica Jerkičeva ustrezno opozorila, je pravzaprav v nasprotju z okoljskimi tendencami. Voziti enega na enega je vse prej kot ekološko in pa v ravni varovanja nasprotovanja podnebnim spremembam, ki dobivajo na hitrosti pravzaprav tako čez dneva v dan. Tako da seveda jaz bom veto podprl zaradi vsebinskih razlogov, pa tudi zaradi tega, ker zakon postopka, ki ga predvideva socialno partnerstvo, torej postopka usklajevanja na ekonomsko-socialnem svetu, ni izpeljal, kar je nažalost značilnost aktualne oblasti. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Besedo ima državni svetnik Ladislav Rožič. Hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem. Spet je pred nami nek zakon, kateri ima kar precej dobrih strani. A se slišimo? Jasno in glasno, izvolite, nadaljujte. Hvala. Gospod Košorok je navedel res dobre strani zakona, v katerem ni nasprotovati. Govori o javnih prevozih, govori o skupnih kartah. To so stvari, katere ta zakon prinaša in so res dobre stvari. Hudič pa je, kot je že kolega Antaur rekel, v nekaj členih, in ti členi so ravno nasprotje tega, kar je govoril. Mi zadnje čase veliko govorimo o ohranjanju narave, smo že o tem govorili. Javni prevoz je nek element ohranjanja narave. Zasebni prevozi, enoosebni prevozi pomeni, da uničujemo naravo.
treba se zavedati, da ta digitalizacija, ki je v teh parih členih opredeljena, sploh ni digitalizacija, ampak v bistvu to je nek nov koncept neupoštevanja delovnopravne zakonodaje, ker voznikam in voznicam ne priznava statusa zaposlenih, ne glede na obseg dela, ki ga opravijo. Potem ni določenih varnostnih standardov, ne v prometu, ne v delovnem mestu. Potem, kaj je z bazami podatkov voznikov in strank. Teh zadev ni urejenih, zato v večini držav te pogoje zaostrujejo. In kaj se poraja? Po razgovoru s kolegi iz držav, katerih se je Uber že umaknil, se je dogajalo to, na kar kolegi iz lokalnih skupnosti niti niso pomislili. Umikajo se ponudniki. Enostavno javnih prevozov je manj in državljani, državljanke, občani, občanke so zaradi tega prikrajšani, ker se enostavno zaradi nekonkurenčne cene, zaradi nepoštenih trgovskih praks dogaja, da se ukinjajo javni prevozi in nenazadnje tudi taksi prevozi, ki so zdaj registrirani. Naj mi sam nekdo razloži, kako bomo naučili naše starejše ljudi, da se morajo vsakim taksim prevoznikom pogajati, da bo mogel mu ceno obrazložiti in kje bo to ceno gledal, če še pametne telefona nima, lepo vas prosim. In jaz sem za digitalizacijo, vendar kolega Gams je prej jasno in glasno povedal, da morajo biti narejene analize in da morajo biti neke zadeve tudi uokvirjene v konceptu digitalizacije. Osnovno vprašanje je, ki ga zakon ne veleva, kje je kontrola. Vprašanje je, kaj je s plačevanjem davkov. Zanima me, res me zanima, ali smo v Sloveniji dovolj zreli, da če v zahodnih državah zaradi nepoštenih trgovskih praks umikajo Uber s tržišča, mi uvajamo najbolj neoliberalno zadevo, glede na to, da so že države G7 o tem razpravljale, kaj je za multinacionalkam, mi bomo šli pa noter kot zajčki s tem, da bomo delali škodo svojim občanom in občankam. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se državnemu svetniku Ladislavu Rožiču. Besedo ima državni svetnik Tone Hrovat. Spoštovani predsednik, svetnice, svetniki, predstavniki vlade, ko sem videl veto, sem začel v zakon brati, prej ga nisem. V resnici sem se bal, da se umešča Uber v Slovenijo in moram reči, da ko sem ga bolj natanko bral, sem videl, da je mogoče pa v nekaterih zadevah tudi dober ali pa precej dober. In sicer, če gledamo naš prevozno umeščenost prevoznikov v Slovenijo, imamo mestni prevoz, pa imamo prevoza na podeželju. V mestih so trole polne, taksi nekako še vozijo, na podeželju so pa avtobusi prazni, vlaki so popolnoma prazni in ne mi kdorkoli reče, da je vlak izredno racionalno prevozno sredstvo, to je velika laž. Po eden ali nobeden se vozi tolikrat na dan, država pa to plačuje. In mislim, da je, kako se pa vozijo iz podeželja, s hribov dol, se pa vozijo z osebnimi avtomobili. In da so bolj racionalni, se na nekaterem parkirišču imate po 10, 20, 30 avtomobilov, ko se pripeljejo skupaj, gredo tam naprej pa skupaj z enim avtom. V Ljubljano, v Mariboru, v centre. In v tem smislu se ta racionalizacija pri ljudeh že začela in če se mogoče malo pohecam, na Škotskem je bil en vic, ko je otrok prišel domov, pa je se pohvalil očetu, da je tekel z avtobusom, pa je veliko prešparal. Je rekel, zakaj pa nisi rajš tekel za taksijem, pa še več prešparal. To je v bistvu mogoče pri nas ena taka anomalija, ampak je v resnici v mestih trolejbus mora biti, ker je poln in zelo lepo funkcionira in imamo, da vemo, smo že navajeni. Na podeželju, kjer je pa izredno raztrešeno, pa tega ne mora biti. In potem se pa obrnem naprej na moje šolstvo. V srednjo šolo se otroci vozijo z avtomobili, ker nimajo avtobusov, ker so avtobusi neracionalni.
in se pripeljejo z avtomobili sosed soseda. Tukaj noter se takoj vpraša vprašanje, kaj se zgodi, če pride do nesreče. Kdo bo odgovarjal, kako bo to stekla zadeva. In nazadnje tudi, ali je kdo za to plačal, ali dobil tisto subvencijo za avtobus. Ni je dobil, ker je ga sosed peljal, pa so potem mu plačali nekaj za bencin. Mislim, da je tukaj noter, sem videl priložnost za to ureditev, da se tudi te stvari regulirajo. Prvič, bo bolj varno, bo bolj zavarovano in bo bolj pregledno in na koncu koncev bo tudi nekaj plačano. Tukaj se mi zdi ta priložnost, zato sem jaz nekako gledal na zakon, da ga podprem. Prav zaradi tega, ker se mi zdi, da upam pa, da ne bo prinesel Ubra k nam, ker potem bo res ta denar odplaval nekam drugam. Upam, da ga bomo sami znašli pri nas. Predvsem pa vidim tukaj za šolski sistem, srednje šolo, za študentarijo, je pa to edinstvena priložnost, pa tudi za delavce. Delavskih avtobusov je bilo včasih veliko, danes jih ni več toliko. Ali jih je pa sploh ni. Ljudje se vozijo z avtomobili in kot sem prej rekel, pripeljejo se na nek center, parkirajo in gredo potem skupaj po 4 v avto do tovarne. Tega je zelo veliko, kar ozrte se po Sloveniji. To ni regulirano, to ni davka plačano, to ni zavarovano, to ni popolnoma nič subvencionirano. In v tem smislu se mi zdi, da zakon odpira priložnost za to smer in prosim in predlagam ministrstvu, da to smer ubere, ne pa, da bi uvajal mogoče res kakšen Uber noter v našo državo. Hvala lepa in bom zakon podprl. Zahvaljujem se državnemu svetniku Tonetu Hrovatu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Marjan Mavčec. Se pravičujem, očitno je napaka. Zahvaljujem se državnemu svetniku Marjanu Mavčcu. Pa prosim, če izklopite zvok, da vas ne izklapljam jaz nadaljavo. Potem vas bom pa kar jaz izklopil. Naslednja se je k besedi prijavila dr. Branka Kalenić-Ramšak. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem. Mislim, da so kolegi pred mano že precej natančno pojasnili strokovne razloge, zakaj v bistvu je ta zakon v marsičem dober, vendar seveda ima pa tudi neke vtaknjence, neke pasti, na katere bi zakonodajalec moral biti pozoren. In na to v bistvu so kolegi pred mano opozorili, tako tisti kolegi, ki opozarjajo na socialno-delovno-pravni vidik, kot seveda tudi tisti, kot kolega Gams, ki poudarja strokovne argumente in kolega Antauer, ki poudarja tudi ekonomske elemente. Vsi ti elementi seveda predstavljajo neko bojazen, kako bo z davki, kako bo z uporabo našega znanja, zakaj mi ne uporabljamo svojega znanja, zakaj zapakiran paket privzemamo ali bomo privzeli od tujcev, ki nas bodo v bistvu jemali kot tiste neumne potrošnike, dobiček si bodo pa seveda delili nekje drugje. Zato se mi zdi, da je veto zelo utemeljen in ga bom podprla. S tem dajemo zakonodajalcu možnost, da ponovno premisli te podrobnosti in da se odloči za nek celoten, celovit, dober zakon. Ne nazadnje, številne izkušnje iz drugih držav nam nekaj povedo in mislim, da res ne bi bilo nespametno, da jih upoštevamo in da se poskušamo naučiti od tistih v Evropski uniji, ki so že prej uveljavljali taka podjetja. Skratka, zdi se mi, da v tem elementu tudi ni v skladu zakon z načrtom za okrevanje in odpornost, z neko pametno digitalizacijo, zeleno Evropo in ne nazadnje
se mi zdi, da tudi ni v skladu z ustavo, kajti naša ustava v 2. členu pravi, Slovenija je pravna in socialna država. Zato bom veto podprla. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni svetnici dr. Branki Kalenić Ramšak. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Dušan Strnad. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Še enkrat, tokrat kot državni svetnik. Zdaj, glede teh besed o umikanju z drugih trgov in drugih držav, tovrstnih storitev, bo gotovo nam pojasnil v zaključku državni sekretar Košorok. Tudi to glede davkov bi prosil, če ponovi tisto, kar je gospod Rajano govoril včeraj. Zdaj, glede izkušenj, ki drugih držav in drugih trgov, pa kolikor jih jaz poznam, so tudi zelo dobre, ne samo slabe. In ena takih je tudi možnost izbire, ki je sedaj pravzaprav na tem področju naši državljanke in državljani nimajo. Oziroma jo imajo manj, kot jo lahko ponudijo te nove stvari, ki jih zakon ponuja. Zdaj, jaz sem poklical včeraj na danes 2 ali 3 ljudi, ki so v tujini, ki so te stvari že uporabili, in niti eden ni imel slabe besede. Pravijo, da je tovrstna storitev, ki se ponuja, varna, hitra, cenejša in da so se tudi zaradi konkurence tudi pri zdajšnjih ponudnikih stvari bistveno izboljšale. In zdaj, če gledamo na korist uporabnika, se pravi ljudi, ki jih zastopamo v državnem svetu, bi človek pomislil, da jim pa dajemo možnost izbire in če se bodo za tovrstne storitve odločali, je pač to njihova stvar. Se pravi, danes malce pozabljamo na povečanje konkurence, na možnost izbire in jaz bom kot državni svetnik glasoval proti vetu. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Dušanu Strnadu. Naslednji se k besedi prijavil državni svetnik magister Peter Požun. Hvala za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav tudi mene nadaljavo. Tisto, kar je seveda pri tem zadevi pomenljivo in nevarno je, da imamo en zakon, ki ureja nekih zadev in kot že v zadnjem času jasno se je not spet pojavil podtaknjenec, in zdaj seveda poslušamo zagovor, kako bo cel kup drugih stvari urejenih, zraven bomo pa še eno zadevo na kratko noter potlačili. Ko govorimo o socialnem dialogu, govorimo o dialogu, mi pa stalno poslušamo, kako je to postal samo monolog ene strani do druge strani in seveda ugotavljajo socialni partnerji, tako delojemalci kot delodajalci, da pravzaprav tega dialoga ni, tako da bi seveda predstavnike vlade želel ponovno opozoriti, da ko se sklicujejo na to, na katerih ekonomsko-socialnih svetih so nekaj predstavili, to še ne pomeni, da je potekel dialog, da je kdorkoli koga drugega slišal, še manj pa, oziroma poslušal, še manj pa slišal v tem vidiku. Zdaj, problem tega člena, o katerem govorimo, zaradi katerega je predlagan veto, je seveda ravno ta prekarnost in neurejenost. In zanimivo je, da pravzaprav ena druga nosilka neoliberalizma v svetu, to je Združeno kraljestvo, njihovo vrhovno sodišče je razsodilo, da so tam zaposleni delavci v delovnem razmerju in morajo imeti vse pravice in obveznosti z tega področja urejene, ker bi
človek od neke take države pričakoval ravno nasprotno, ne, pri nas pa seveda ta neoliberalizem na veliko spuščamo v državo in bi bilo pravzaprav zanimivo slišati tudi stališče ministra za delo, ne, ki pravzaprav bi moral biti tu najbolj zaskrbljen. In še nekaj, ne, pričakovati, da bo Uber ali katerikoli že deloval izven urbanih območij, je seveda zelo naivno in prebivalci teh območij seveda od tega ne bodo imeli kaj veliko. In mi bi morali skrbeti za to, da so te stvari urejene tudi pri nas, ne, da so zaposleni tam deležni vseh pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja in da so pravzaprav tudi te delovni pogoji popolnoma normalni in urejeni. Seveda zato, če bo prišel en tak ponudnik, zato se ne bo nič manj ljudi skupaj vozilo na delo ali pa nič manj dijakov vodilo na delo, ne, kvečemu obratno, še kaj več se bo tega zgodilo, tako da jaz bom seveda veto podprl za to, da Državni zbor še enkrat razmisli, ali je ta rešitev, ne, noter, ki je seveda, kot sem rekel, podtaknjenec, primerna in ustrezna. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Petru Požunu. Ugotavljam, da ni več prijavljenih razprav in želim razpravljati sam. Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, ne morem se kaj, da ne bi ugotovil, da imamo državne svetnice in svetniki dokaj luknjičav spomin. Govorimo o mandatu državnega sveta pred tem mandatom. Takrat sem tukaj z malo drugačnim govorniškim odrom predlagal, da izglasujemo veto na zakone, ki so deregulirali poklice. Moji argumenti proti deregulaciji poklicev so bili malo da ne enaki tem, ki smo jih danes poslušali od predlagateljev veta. Trdil sem, da bi bilo smotrno deregulirati dejavnosti, tako da tisti, ki imajo dovolj kapitala in imajo gospodarsko pobudo, lahko pričnejo z dejavnostjo s tem, da zaposlijo tiste, ki imajo ustrezno izobrazbo in kvalifikacijo. Trdil sem takrat, da se bo znižala kakovost storitev, da se bo povečal pritisk na nadzorne službe oziroma inšpekcijske organe, da bodo sodišča zasuta s primeri nelojalnih poslovnih praks, da bodo karierni obrtniki in podjetniki odpuščali delavce zaradi nelojalne konkurence tako imenovanih garažnih oportunističnih podjetnikov in da bomo utrpeli posledice tudi v mednarodnem sodelovanju. In smo jih. Dobili smo kar naenkrat približno 265 tisoč gospodarskih subjektov. Res se je znižala cena posameznih storitev, izjemno se je pa znižala tudi kakovost. Statistika inšpekcijskih služb ve o tem kaj povedati. Potem smo tudi brisali podjetja zaradi tega, ker tisti, ki so dobili možnost iti gospodarsko dejavnost, pa so imeli poklicno kvalifikacijo, niso imeli pa nobenih podjetniških znanj, so zgolj povzročili zmedo na trgu. To je bila prva in najbolj boleča oblika prekarnosti. Naj vas spomnim na šivilje iz Mure, ki so kar naenkrat iz delavk postale podjetnice, brez kakršnega koli znanja. Naj vas spomnim divjih odpuščanj s tem, da so delavca zapakirali še v škatlo z delovnim sredstvom, ga odslovili in je postal čez noč samostojni podjetnik, rušil trg in to je bila bližnjica na poti v revščino. In takrat sem to tukaj v državnem svetu napovedoval. In nažalost, mnogi tisti, ki danes zagovarjajo veto, so takrat zagovarjali drugačna stališča od teh, ki sem jih jaz zagovarjal takrat in moja takrat so bila podobna današnjim njihovim. Rekli so, da se s tem odpira pot do trga dela, da bomo imeli več zaposlenih, da bo pritisk na zaposlovanje manjši. In kaj se nam je vmes zgodilo? Recimo samo en poklic. Deregulirali smo poklic trgovca. S tem smo avtomatsko znižali tarifo plač za trgovce. Zakaj?
ker v trgovini lahko dela prav vsak. Ni potrebno, da je trgovec. In dovolite mi še eno ilustracijo. Predno sem postal predsednik državnega sveta, sem opravljal poklic urarja kot samostojni podjetnik. Vsak državljan Evropske unije z osebno izkaznico in davčno številko lahko v Republiki Sloveniji ustanovi SP ali pa DO in se ukvarja z mojim poklicem, z urarstvom. Lahko tudi z zlatarstvom. In če vam taka oseba, ki nima ustrezne izobrazbe in ne razlikuje bakra od zlata, proda izdelek, ki je zgolj pozlačen, mu na sodišču nikoli ne boste mogli dokazati, da vas je namerno zavedel, ker on nima ustrezne izobrazbe, po kateri bi lahko prepoznaval kovine in razlikoval med bakrom in zlatom. In nikoli mu na sodišču ne boste mogli dokazati, da vas je ogoljufal. Izdelek vam je prodal v dobri veri. Smešno, banalno, vulgarno. Takrat sem govoril o podiranju trga, o nižanju kakovosti storitev, o nižanju zaslužkov zaposlenih pri tistih, ki opravljajo obrtne poklice, in vse to se je zgodilo. Ampak takrat so bili drugi časi in ti argumenti niso bili slišani. Danes pa od tistih, ki so te argumente gladko preslišani in povozili, poslušam te iste argumente. In sem res v dilemi, kako glasovati. Tukaj predstavljam Državnem svetu obrtnike. Tudi taksisti so člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. In Obrtna zbornica si želi predvsem tega, da bi bile vse dejavnosti izenačene na trgu. In nekateri argumenti me prepričajo, argument, da ta ukrep oziroma ta zakon ni bil usklajen na ekonomsko-socialnem svetu, pa oprostite, se tudi takrat, ko ste deregulirali moj poklic in ga razvrednotili do amena, ni bilo usklajeno na ekonomsko-socialnem svetu. Pa ni nihče tega jemal za mar. Me pa zelo zanima, kako bi se počutili doktorji znanosti, če bi njihove titule razveljavili in jih postavili na nivo srednješolcev in njihovo tarifo spustili na nivo srednješolcev. Samo tisti, ki res nima veliko znanja in vedenja o obrtnih poklicih, misli, da vsak lahko opravlja vse. Izraz arogance, nevednosti, posledica težave za celotno državo. Toliko. Hvala lepa. Sedaj zaključujem razpravo in sprašujem, ali želijo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo podati dodatno obrazložitev. Izvolite, imate besedo, na voljo imate 10 minut. Besedo ima državni sekretar Blaž Košorok. Hvala, spoštovani predsednik, za besedo. Kar nekaj stvari je bilo v razpravi svetnic in svetnikov rečenih, ker nekako presegajo, bi rekel, okvir namena urejanja tega zakona, presegajo vsebino tega zakona, med drugim ste se nekateri navajali na davčni vidik, na varstvo konkurence, na multinacionalke, na prekarizacijo, pri kateri, po mojem mnenju, sem bil rahlo narobe razumljen, ne? Ker vedno, ko je treba z nekim kontraargumentom se pripelje kot protizagovornik ali pa zagovornik prekarnost. Jaz mislim, da ravno obratno, da je to, kar sem želel povedati, predvsem pri davčnem vidiku, ne? Vi boste vedeli, oziroma če govorimo zdaj o nekih digitalnih platformah, boste vedeli vnaprej, kdo vas bo pelil, za koliko vas bo pelil, pa dobili boste račun. In povezavi s tem, to, kar smo tudi navajali, bo bila finančna uprava tem obveščena. Temeljna načela Evropske unije, to, kar je pa tudi predsednik govoril, so pa prost pretok kapitala, ljudi in storitev. Kje bo določena gospodarska družba registrirala svoj sedež, mislim, da v Evropski uniji to ne sme biti vprašanje. Imamo več zakonov, ki govorijo o preprečevanju dvojnega obdavčenja. Kam bojo te veliki zlobni
kapitalisti odlivali svoj dobiček. Ne vem, mislim, da to ni predmet, s katerim bi se morali mi v tem zakonu ukvarjati. Zdaj, kar ste državni svetnik Antaur govoril, da ne vas prepričamo glede pravnega problema zavarovanja. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu v svojem poglavju, ki govori o javnem prometu, govori o tem, kdo in na kakšen način pa kakšne zavarovanja mora imeti. Še vedno bojo veljale licence, še vedno bo nekdo, ki bo upravljal prevoz, ga bo lahko izvajala le oseba, ki bo seveda zaposlena oziroma ali pa gospodarska družba, podjetje, ki bo pridobilo licenco in bo imelo dovoljenje občine, v kateri bo obratoval. Ne bo zdaj mogel kar vsak se spomniti pa izvajati taksi prevozov oziroma prevozov z najemom vozila. Kar se tiče določitve cene, cena bo pač določena na podlagi ponudbe in povpraševanja. Na nek način tudi občine, ki niso bile mogoče danes omenjene, podeljujemo pristojnost za predpisovanje standardne kakovosti za avtotaksi storitve, najem vozila z voznikom tudi, seveda kakšna bo starost tega vozila, kakšna bo vrsta pogona, kakšna bo stopnja izpustov CO2, kakšen bo izgled vozila in tako naprej. Seveda pa tle ne dopuščamo tega, da bi občinam dopustili možnost, da bi same omejevale število izdanih dovoljenj. Občinskim redarjem dodajamo nekatere pristojnosti na področju nadzora, izpolnjevanja pogojev za izvajanje taksi prevozov. Zaposlen voznik, seveda, voznik, kot sem omenil, če gremo zdaj samo na ta del, oziroma ta člen pa pol ali pa 2 člena v tem zakonu, voznik bo moral biti zaposlen pri podjetju, ki ima licenco za prevoz potnikov ali pa registriran kot samostojni podjetnik in ima pridobljeno licenco, seveda. Aplikacija kot takšna pa je mišljena zgolj kot neke vrste orodje za določitev cene prevoza. Imetnik aplikacije je lahko katerokoli podjetje, lahko je tudi prevozno podjetje, ki že obstoji in ima zdaj že podeljeno licenco za prevoz. V vsakem primeru pa jasno, da se lahko seveda izvajajo te prevozle podjetje sedežem v Sloveniji, ki ima tudi licenco. Se pravi, če bo kdorkoli želel v Sloveniji izvajati prevoze, bo moral ustanoviti podjetje, družba, mora dobiti licenco, lahko pa bo seveda digitalno ponudil neke vrste platformo. Zakaj je prišlo do izvoza lesa? To ste dobro omenili. Zato, ker je prišlo do propada lesno-predelovalne industrije. Ampak to spet ni predmet tega zakona. Mogoče je vaša primerjava rahlo ponesrečena, strinjam se z vami, v tem, da pač kot država, seveda to ni naš resor, moramo ponuditi pogoje, da ta les ne bo šel ven, ampak da imamo tukaj neko dodano vrednost. Zakaj pa ne bi nek mlad inženir bil sposoben vzpostaviti aplikacijo, ki bi jo lahko seveda tržil še marsikje drugje, ne samo v Sloveniji. Groziti samo z nekim Uberom, po mojem mnenju, ki po zadnjih podatkih, kot ste videli, lahko iz medijev sploh nima morda interesa, da bo prišel v Slovenijo. Mi kot ministrstvo smo že, pa še bomo zelo posebno pazili, da ne bo prihajalo do nelojalne konkurence z vsemi našimi inšpekcijskimi službami, ki jih imamo na voljo, in seveda, da ne bo prihajalo do te nelojalne konkurence med različnimi oblikami storitev. In smatram, da bodo taksiji oziroma najem vozila z voznikom postavljeni pod enake tržne pogoje. Oboji morajo, kot sem rekel, imeti sedež v Sloveniji, licenco za prevoz potnikov in pa dovoljenje občine, seveda, če je to občini predpisano in dovoljeno. Še enkrat, zakon se delovne pravne zakonodaje ne dotika, ker to ni predmet tega zakona. Še enkrat, vozil bodo zgolj in samo licencirani vozniki, ki bodo v delovnem razmerju, ali kot samostojni podjetniki, ali pa zaposleni pri neki družbi, ki bo imelo licenco. In ključno je na koncu tudi uporabniki, ki bomo to uporabljali, da bomo s to storitvijo zadovoljni, in tudi ne nazadnje kopica turistov, ki upam, da bo spet začela prihajati v Slovenijo, da ne bodo iz Brnika do Ljubljane plačevali 70-80 evrov, ampak neko normalno predvidljivo tarifo, ker to je prvi obraz, ki ga srečamo, kamorkoli pridemo. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se gospodu Blažu Košoroku, državnemu sekretarju.
Predno pa dam besedo predlagateljici predloga odložilnega veta, bi si dovolil samo en komentar. Spoštovani gospod državni sekretar, veste, do izvoza slovenskega lesa v tujino ni prišlo zaradi tega, ker je propadla slovenska predelovalna industrija. Do tega je prišlo zaradi nesposobnosti države Republike Slovenije. Bom razložil v 3 točkah. Prvi. Sosednja država si je v Evropski uniji sposlovala možnost, da subvencionira odkup lesa na žagah in so odkupovalci lesa v sosednji državi tukaj v privilegiranem položaju lahko ponudijo višje cene. Zaradi tega je utrpela škodo Češka, Slovenija, tudi Bosna. Naši odkupovalci oziroma žage tega nimajo. Drugi razlog je, da je podjetje Državni gozdovi se lotilo prodaje lesa v kontingentih, ki jih naši mali predelovalci ne morejo odkupiti. Druga nesposobnost države. In tretja, da smo v bistvu z politiko izsekavanja v državnih gozdovih, ki je zgolj 27%, sočasnostjo odredbe izseka tudi v zasebnih gozdovih porušili trg. Ja, država lahko kadarkoli zasebnikom poviša stroške spravila lesa in zmanjša ceno na trgu. In v tem tako majhnem cenovnem okvirju domači lastniki gozdov niso pripravljeni biti solidarni s slovenskimi žagami, ampak maksimizirajo svoje dobičke s prodajo lesa v tujino. In tukaj je država vodila škodljive politike ali je bila pa nesposobna peljati dobre politike. O tem smo v državnem svetu razpravljali, s tem smo se seznanili, to smo imeli tudi na več posvetih in ja, to so razlogi, zakaj izvažamo svoj les, zaradi nesposobnosti države Republike Slovenije. Toliko. Se opravičujem, da sem tukaj iskren, ampak ker je državni svet na to temo razpravljal, sprejel stališča, mislim, da je prav, da jih tudi ponovimo. Besedo dajem predstavnici predlagateljice predloga odložilnega veta, državna svetnica Lidija Jerkič, izvolite, imate zadnjo besedo. Hvala lepa, predsednik. Zdaj, najprej bi se vsem zahvalila za vso razpravo, ki je tekla v povezavi z vloženim predlogom za odložilni veto. Jaz mislim, da smo v sami razpravi pokazali vsi skupaj na obseg in velikost problema, ki ga lahko gledamo z različnih zornih kotov. Zagotovo pa je vložitev veta že s to razpravo utemeljena. In morda, če skušam odgovoriti samo na nekatere argumente dane v tej razpravi ali pa nekatere bodice izrečene, bom začela tam, kjer si predsednik nehal. Državni svet je opravil res kar nekaj razprav povezanih z lesom. Zaključki, ki smo jih sprejemali, so nakazovali na vsebino problema in na obseg problema, ampak to je nekaj podobnega, kot je socialni dialog. Nihče teh zaključkov ni slišal, obravnaval ali vzel zares. In socialni dialog ni največji problem tega zakona, je pa eden od razlogov, zakaj je zakon v delu, ki ga oporekamo in danes, v katerem razpravljamo, nedorečen. Zdaj, nekako je bilo občutek v razpravi tudi ta, da se pobudniki upiramo digitalizaciji. Ni bilo tako rečeno, mogoče tudi ni bilo tako izrečeno in niti mišljeno. Želim povedati to, da aplikacije v sistemu taksi prevozov v Sloveniji obstajajo in da niso novost. Mi imamo aplikacije, s katerimi je mogoče poklicati taksi, dobiti tudi ceno in zbrati voznika. Zakonodaja uvaja možnost organiziranega pristopa platform. To je pa nekaj drugega kot samo aplikacija. Zdaj tudi licence. Ja, seveda, licence bodo imeli eni in drugi. Nihče ni danes omenil, da so pogoji za pridobitev licence olajšani, manj strogi so, kot so veljali do sedaj.
tudi zato bo dostopnost k tem licencam seveda večja. Tudi nedvomno, nihče ni izrekel danes, da ta način prevoza, to se pravi najem avtomobila z voznikom, ni v plus uporabnikom. Jaz imam sicer pomislek glede varnosti, ker delovni čas takega voznika ni nikjer omejen. To se pravi, je lahko tudi nevarno. Ampak vendarle je naloga države zaščititi tudi tistega, ki tak prevoz izvaja. Pa bom rekla v primerjavi. Vsakemu od nas je v interesu, da si verjetno, ne vem, kavbojke kupi ceneje. Samo če jih delajo otroci v nekem delu sveta, ki ni primerljiv z standardi proizvodne kavbojk v Evropi, je pa vendarle naloga morda celo države, da prepreči uvoz takih artiklov. Tudi dejstvo, oziroma trditev, ki je bila prej v zadnji razpravi strani državnega sekretarja povedana, da je seveda obstaja prost pretok kapitala, blaga in storitev in da ne more biti problem, kam se bo prelival dobiček. Meni tudi to ni največji problem. Mi je pa problem, kaj bomo z ljudmi, ki bodo zaradi premajhne delovnopravne zaščite v Sloveniji, ostali pa socialni problem, reveži, ki bodo imeli problem z bolniškimi staleži, z nadomestili. Naj samo spomnim, tudi Državni svet se je že ukvarjal vsaj z 2 ali pa s 3 predlogi sprememb zakona o zdravstvenem zavarovanju, kjer je bil predlog, da bi tisti, ki imajo svoj SP, prvih 30 dni dobili plačanih iz zdravstvene zavarovalnice, ker si ne morejo privoščiti bolniškega staleža. Tole je verjetno blizu vsem nam. Ja, mogoče je stvar ministra za delo, da bi opozoril na to razsežnost problema v zakonu, ampak tega pač ni storil. In to še ne pomeni opravičila, da je zdaj s to delovnopravno zaščito vse v redu. Kdo nosi riziko takega podjema? Veste, tisti, ki bo opravljal prevoz in bo registriran kot SP, prvič ni v delovnem razmerju, da ne bo tukaj že osnovne pomote, drugič pa, če se zgodi prometna nesreča, če se pokvari avtomobil, Bog ne daj, da se njemu kaj zgodi, to je njegov riziko, ni več riziko delodajalca, ne za sredstva, ne za predmete, s katerimi dela, niti ne za človeka. In na to opozarjamo v tem vetu. Tudi ni bilo nič povedanega, tudi jaz se nisem tega dotaknila, ampak platformske oblike dela imajo svoje zakonitosti. Več ko delaš, večkrat si poklican in bolj ko si pohvaljen, bolj raste tudi tvoja cena. Dokler pa nisi zelo visoko na tej lestvici, pa zaslužiš manj, kot je to minimalna plača. Skratka, gre za zaposlitve, ki niso varne, ki so prekerne. Hvala, predsednik, tudi za obuditev spomina na tvoja opozorila v zvezi z deregulacijo poklicev. Jaz sicer prejšnji mandat nisem bila v Državnem svetu, vem pa, da so se vsi naši kolegi v sindikatu izjemno zavzemali za to, da do te deregulacije ne pride. In ja, ponovno odpiramo vrata prekarnosti. In jaz ne bi rada, da bi čez 4 leta spet rekel, saj smo opozarjali, pa se je kljub temu to zgodilo. Zdaj imamo še možnost, da v bistvu z sprejemom veta nadaljevanje erozije tega področja preprečimo in dosežemo, da bo ta tematika urejena bolje, kot je v trenutno predlagani zakonodaji. Žal, res gre morda za manjše število členov, ki so problem, ampak tak sistem pač imamo. Veto vpliv lahko na celoten zakon ali pa na nič. Tako da jaz še enkrat hvala za vse razprave, bile so izjemno konstruktivne in vsebinske in prosim za podporo predlaganemu vetu. Zahvaljujem se predstavnici predlagateljice zakona, državni svetnici Lidiji Jerkič. Z
razpravami in obrazložitvami smo zaključili, prešli bomo na glasovanje. Državne svetnice in svetnike sprašujem, ali želi kdo obrazložiti svoj glas. Svoj glas bo obrazložil dr. Matjaž Gams. Imate 2 minuti skladno s 40. členom Poslovnika Državnega sveta. Izvolite. Spoštovani, hvala za besedo. Bom omenil samo 2 zanimiva argumenta, ki sta se pojavila v tej sicer zelo zanimivi in upam, da tudi konstruktivni debati. Oba dva nasprotna argumenta, oziroma tista, ki sta argumentirana, globoko osebno strokovno cenim, da ne bo nesporazuma. Začenši z gospodom Strnadom, ki tam ne ponovadi sedi. On je rekel, da je vprašal, kakšne izkušnje imajo ljudje, ki se vozijo z Ibrom v tujini, in je rekel, da so dobre izkušnje. Jaz sem se vozil z Ibrom in s taksijem v mnogo državih sveta in povem, da je Ibr tipično nekaj 10-20% cenejši, da je pa storitev nekaj slabša. Tako da potem pretehtate, odvisno razmer greste samo na paket. Se pravi, to ni nek blazen ključni razlog. Je pa tudi odvisno od sreče, včasih naletite na kakšnega, ki pa res ni reguliran, niti minimalno reguliran. Prav, to je prva stvar, ki bi jo rad omenil. Druga stvar, ki je pa najbolj ključna, je pomenil gospod predsednik, zopet z vsem spoštovanjem, ne glede na glasovanje. Ključna zadeva je, kako država ali promovira razvoj Slovenije, ljudi, državljanov, ali ga pa ne. In tako kot je ta primerjava, ki je še najbolj na mestu, preprosto povedano, a prodajamo hlodovino ven, pa nazaj uvažamo neke lesne izdelke, potem ves dobiček, vsa dodana vrednost ostane tam. To je ključni razlog, zakaj sem osebno proti uvajanju takih storitev na ta način, kot Ibra recimo. In tako kot smo tam delali napake, pa še enkrat, težje je konkurirati neki IKEA, kot pa narediti software. Kot smo tam delali napake, imamo zdaj na mizi podobne zgrešene ideje. In brez zamere, tudi argumenti, ki smo jih danes slišali, me niso prepričali. Od istih ljudi, ki dostikrat zelo kvalitetno nastopajo, so bili pa danes, kar se mi zdi, kar neke čudne zadeve občasno. Tako da jaz seveda bom podporil veto in apeliram ostale, da se zavedate, da gre za velik kiks. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku dr. Matjažu Gamsu. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Proceduralno obvestilo oziroma opozorilo. V skladu z drugim odstavkom 52. člena Poslovnika Državnega sveta je odločitev sprejeta, če je število oddanih glasov za večje od števila oddanih glasov proti, pri čemer mora za sprejem predloga odložilnega veta glasovati najmanj 11 državnih svetnikov. Enako velja tudi za amandmaje. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, EPA 1547/8, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 36 državnih svetnic in svetnikov. Za je glasovalo 15, proti 14. Ugotavljam, da je Državni svet predlagano zahtevo sprejel z 15 glasovi za in 14 glasovi proti. Spoštovane državne svetnice in svetniki, k besedi se je prijavil Branko Tomažič. Želite proceduralno? Branko Tomažič? Ugotavljam, da ne. Branko Tomažič se je ponovno prijavil k besedi. Izvolite, Branko Tomažič, imate besedo nadaljavo. Predsednik, malo časa glasovanja me je vrglo ven z linije dvakrat. Ne vem zakaj. Evo, sem najbolj spet zunaj.
Kaj torej predlagate? Želite, da A bi glasujemo lahko poveste rezultat glasovanja? Rezultat glasovanja 15 za veto, 14 proti vetu. Ali predlagate, Prosim za ponovitev glasovanja. Hvala lepa. Skladno z določili poslovnika, proceduralni predlog o ponovitvi glasovanja zaradi tehnične nezmožnosti glasovanja dajem na glasovanje državnim svetnicam in svetnikom. Torej, spoštovane državne svetnice in svetniki, državni svetnik Branko Tomažič ugotavlja, da zaradi tehničnih razlogov ni mogel glasovati, zato proceduralno predlaga, da glasovanje ponovimo. O njegovem predlogu bomo glasovali. Na glasovanje dajem predlog državnega svetnika Branka Tomažiča, da državni svet ponovno opravi glasovanje o predlogu zahteve državnega sveta, da državni zbor podrobno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu EPA 1547, pomišljaj rimska 8, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo o proceduralnem predlogu. Za sprejem proceduralnega predloga o ponovnem glasovanju je glasovalo 20 državnih svetnic in svetnikov, proti 4. Ugotavljam, da je proceduralni predlog sprejet. Spoštovane državne svetnice in svetniki, ponovno dajem na glasovanje predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu EPA 1547, pomišljaj rimska 8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Za je glasovalo 14 državnih svetnic in svetnikov, proti je glasovalo 16 državnih svetnic in svetnikov. Ugotavljam, da predlagane zahteve državni svet ni sprejel s 16 glasovi proti in 14 glasovi za. S tem smo zaključili obravnavo prve točke dnevnega reda. Izčrpali smo dnevni red današnje 24. izredne seje Državnega sveta, zato jo zaključujem. Vsem se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje na seji in nasvidenje na jutrišnji 41. redni seji, ki se bo začela ob 13. uri. Vabljenim se zahvaljujem za vaše sodelovanje. Državnim svetnicam in svetnikom želim prijeten zaključek dneva in nasvidenje jutri. Sejo zaključujem ob 13. uri in 35 minut.